Maribor, ki je zaenkrat na drugem mestu po prvem delu prvenstva, je doma pričakal nogometaše Celja. Letos jih je dvakrat že premagal, tole je bila njihova tretja medsebojna tekma. Bolje so pričeli domači, podaja Mertlja pred vrata, Kapha atraktivno, ampak mimo gola. Potem močno Agim Ibrahimi iz prostega udarca nekoliko zgreši v vrata Kotnika in je še prva celjska priložnost. Takole je bil pri žogi Marko Pajač, meril je močno, ampak direktno v roke Jasmina Handanovića. Še napad za Celjane, prosti udarec Pajača ob koncu prvega polčasa. Žogo je uspel odbiti Handanović in še strel Podlogarja. Odlično je meril Podlogar, ki je prišel iz Domžal, a tokrat se je izkazal Jasmin Handanović. Prvi polčas se je končal brez golov, v drugem delu pa že nova kombinacija gostov, prodor Miškića in lepo je prišel mimo Marka Škularja, našel samega Pajača, ki pa je tokrat zadel le vratarja Handanovića. Še napad gostov in še en izjemen strel, tokrat je oddaleč meril Miškić, izjemna obramba Handanovića in potem simuliranje Pajača, ki je dobil še drugi rumeni karton in moral predčasno z igrišča. Z 10 nogometaši so ostali Celjani v 10 minuti drugega polčasa. Izključen je bil Pajač in Maribor je imel igralca več. No, potem pa vendarle z 11 nogometaši vijoličasti boljši tekmec. Najprej je streljal Janković, takole je meril oddaleč in priboril si je strel z leve, ampak obramba Celjanov na pravem mestu, le kot za nogometaše v vijoličastih dresih. Nova kombinacija Maribora in streljal je Bajde v padcu, brez težav za vratarja Kotnika. Še napad domačih, tokrat je prišel do strela Janković, ki je poskušal, ampak tudi on ni bil najbolj natančen, žoga končala nekaj centimetrov mimo leve vratnice. Kot naslednji je poskušal Maribor prek Bajdeta in tokrat le nekaj centimetrov mimo vrat za prednost vijoličastih, potem pa 92. minuta in šok za Ljudski vrt in Maribor, tokrat je bil v kontri najuspešnejši Milan Spremo in takole popeljal Celje v prednosti 0:1. Senzacija v Ljudskem vrtu, tekla je že 93. minuta in Maribor je prejel gol v svojo mrežo. Celjani so dosegli 3 točke in veliko zmago v tem prvem krogu pomladi. Milan Spremo pa je prišel v igro v zadnjih minutah in dosegel tudi gol. Zlata menjava Kapušina je bil tokrat Spremo in Maribor je tekmo uspel izgubiti. Zaostanek je ostal 3 točke, Olimpija pa ima jutri priložnost, da proti Koprčanom prednost poviša na velikih 6 točk. V Ljudskem vrtu, potem ko je bilo mogoče razbrati, da ima... Ja, res moram čestitati svojim fantom. Mislim, da smo do izključitve delovali na igrišču zelo dobro. Faza branjenja je bila res odlična, disciplinirano smo prihajali v fazo napada, si ustvarjali nekaj priložnosti. Potem po 60 minuti pa po izključitvi smo bili enostavno primorani se braniti in iz tega branjenja, iz te res požrtvovalne igre smo nekako tudi prihajali do priložnosti in sreča se nam je nasmehnila v zadnjih minutah in moram reči, srečno smo zadeli.